Hold up. Tako, prvi dve NBA sta minile, Blaž, živijo. Zdravo, Matej, uživaš v tekmah? Ja, nažalost ne toliko, kot sem želel in upal, da bom, vendar na drugi strani je bila morda tako velika dominanca Golden State Warriorsov vendarle pričakovana, zato tokratni kratek podcast posvečal ravno tej temi, prvima dvema tekmama velikega finala in za naprej se bo vprašala, ali lahko Cavaliersi sploh še spreobrnejo to serijo, ali lahko še kaj storijo, da morda na koncu postanejo prvaki, morda, ja, ne, bova videla, zato samo kratka pauzica in začneva s podcastom. Ja, Blaž, prvi dve tekmi, ogromna dominanca Golden State Warriorsov, prvi dve tekmi so dobili skupno razliko 41 točk, približno 20 točk vsako tekmo, torej velika razlika in prepričljivo so dobili obe tekmi. Je bila tako velika dominanca pričakovana in ali lahko sedaj, ko se serija seli v Cleveland, ali lahko Cavsi sploh kaj storijo? Ja, jaz bom čisto prvič povedal, da me je rahlo presenetila ta dominanca Golden State. Vsem sem pričakoval, da bo ta obe tekmi nekoliko bolj izenačeni, kar rezultatsko gledano. Nisem pa pričakoval, da bo Cleveland dobil eno izmed teh dveh prvih tekem, ki sta bile v Golden Stateu. Me je pa presenetilo to dejansko na podlagi tega, da je Cleveland se dejansko sprehodil čez vzhodno konferenco in je dejansko deloval precej bolj zastrašujoče, kot je na koncu to sedaj se pokazalo v finalu. In tukaj, kar je strašljivo, je tudi to, da recimo na tej zadnji tekmi, se pravi tej drugi tekmi, so vsi igralci in pa tudi trener Golden State, Steve Kerr, vsi v en glas govorili, da so dejansko odigrali slabo tekmo in če pogledamo tudi statistiko, recimo izgubili so kar 20 žog, kar pomeni, da je Cleveland igral dobro v obrambi, jih silil v napake in še vedno so zmagali za skoraj 20 točk, neverjetno. Ja, morda nas je ta končnica na vzhodu, končnica Clevelanda oziroma njihove odlične igre, v končnici morda so nas malce prevarale, nam dale malce lažnega upanja, da se vendarle lahko uprejo pred samem napovedniku velikega finala. So midva pač omenjala LeBrona kot ta jeziček na tehtnici, ki bi lahko morda se uprl temu super moštvu iz Golden Statea, morda celo najboljšemu moštvu vseh časov. Ravno včeraj sem videl neko zanimivo poročilo iz Las Vegasa, iz stavnice v Las Vegasu, kjer so na imaginarno tekmo, seveda med 96-97 Bullsi in letošnjimi Golden State Warriorsi pač postavljali odse oziroma verjetnosti za zmago, kvoto, in so dali 6 točk prednosti Golden State Warriorsom. Oni bi bili po mnenju stavnic v Las Vegasu favoriti proti Bullsom, ki so osvojili takrat 72 tekem in potem tudi naslov prvaka, do sedaj po mnenju mnogih najboljšemu moštvu vseh časov. Tako da, ja, med samim rednim delom sezone smo ves čas govorili, prestop Kevina Duranta v Golden State, v Oakland pomeni dobesedno, jaz sem uporabil ta izraz večkrat, eksekucijo ostale lige. Verjetno sploh ni potrebno nič igrati, njihov naslov je zagotovljen že naprej, to vemo že od samega začetka, vendar, kot sem dejal prej, morda nas je ta končnica Clevelanda malce prevarala, nam dala malce upanja, da bi vendarle lahko v velikem finalu se malce bolje odprli kot katerokoli moštvo do sedaj Golden Stateu, ampak dejansko sta te prvi dve tekmi pokazali, da tisto, kar je tudi sam LeBron James povedal po drugi tekmi, da je ta Golden State povsem drugačno moštvo kot tisto, s katerim so se spoprijeli v lanskem velikem finalu in da je prestop Kevina Duranta resnično verjetno ustvaril moštvo, s katerim se preprosto nihče v ligi ne more
kosati, Blaž. Ja, se strinjam. Ne? In pač, kot sem že omenil, Cleveland na drugi tekmi ni igral tako zelo slabo, predvsem v obrambi. Nekoliko jim peša ta napad. Predvsem to je bila, za moje pojme, tudi velika razlika med Golden Stateom in Clevelandom zdaj na teh dveh tekmah, da je Cleveland več igral ta ISO ball, se pravi 1-1, ne, velikokrat Kyrie, LeBron, nekoliko tudi na silo dosegali točke, medtem ko je pa Golden Stateu žoga lepo krožila, iskali so prostega igralca in ne nazadnje grešili so tudi odprte mete. Če bi zadevali še te odprte mete, vprašanje, kakva bi bila razlika. Dejansko lahko Golden State igra še bolje kot na drugi. Že po prvi tekmi so dejali, da lahko igrajo bolje, kot so igrali, kljub temu, da so seveda zmagali zlahka za 20 točk. Isto so dejali potem po drugi tekmi, lahko igrajo še bolje, kot so. Ja, tako kot si dejal, Cleveland Cavaliersi so ukradli 15 žog, na drugi strani Golden State Warriorsi so izgubili 20 žog in po teh izgubljenih žogah prejeli 23 točk, kar je ponavadi že taka številka, ki jo redko katero moštvo lahko recimo nadoknadi, oziroma moraš res igrati izjemno, da lahko zmagaš na tekmi, kjer pač prejmeš toliko točk zaradi izgubljenih žog. Golden State je zmagal zlahka, brez težav v zadnji četrtini. Cleveland se je upiral malce dlje kot na prvi tekmi, nekje do tretji četrtini so nekje še držali korak, dihali za ovratnik Warriorsom, vendar potem v zadnji četrtini izjemna igra, že spet, tako kot si dejal, izjemna kolektivna igra, krožen žog. In ja, to je tisto, ta prestop Kevina Duranta je zdaj pripeljal, po mnenju mnogih, morda lahko nekaj še potem o tem spregovoriva, ali Kevin Durant, sedaj se nekateri začeli trditi, da je po teh prvih dveh tekmah, ki jih je Kevin Durant resnično izjemno odigral, da morda je sedaj drugi najboljši igralec, Kevin Durant, že nekako se tista menjava straž, oziroma kako bi rekel, menjava na prestolu dogaja, da bi Kevin Durant lahko na tronu najboljšega igralca lige nadomestil LeBrona Jamesa, vendar jaz mislim, da temu še ni tako, vendar o tem malce več kasneje. Ampak vseeno, v vsakem primeru gre za drugega najboljšega igralca, po mojem mnenju in po mnenju, mislim, da večine spremljevalcev lige v ligi še vedno, in ta igralec je združil moči, še nikoli do sedaj nista na nobenem moštvu bila dva MVP-ja, ki sta bila mlajša od 30 let, torej na vrhuncu kariere. In ta dva MVP-ja sta združila moči še z Draymondom, najboljšim, morda skupaj s Kawhijem Leonardom, najboljšim obrambnim igralcem lige, izjemno raznovrstnim igralcem, ki lahko na parketu počne vse, in seveda še Klay Thompson, morda najboljša obrambna dvojka v ligi, in seveda je tudi izjemen šuter. Predvsem je največji problem Golden Statea, oziroma problem Cavaliersov, s katerim se morajo spoprijeti, uganka, ki jo morajo rešiti, je to, da imajo na nasprotni strani parketa 4 igralce, ki lahko vsi odlično zadanejo trojko, ne samo zadanejo trojko, vendar so smrtonosni ostrostrelci, ki jih ne smeš pustiti same. In vsi so tudi izjemni podajalci. In ko imaš ti na nasprotni strani 4 izmed, recimo temu, 10 najboljših podajalcev lige, in ob tem še te 4 igralci so še tako izjemni ostrostrelci, 3 celo, recimo, da so Thompson, Curry in Durant, celo recimo 3 od 5 najboljših ostrostrelcev lige. Po mnenju mislim, da nihče ne bi zameril, čeprav seveda zdaj ne govorimo o številkah, ampak govorimo samo o, recimo temu, eye testu, če bi recimo rangirali 3 najboljše ostrostrelce, posem možno, da bi nekateri ravno te 3 igralce uvrstili med 3 najboljše ostrostrelce lige. In to je preprosta uganka, ki jo na nasprotni strani Cavaliersi ne morejo rešiti. Ja, LeBron James se igra izjemno na prvi tekmi. On je dejansko svoje naredil, ne, ampak zatajila je pač njegova ekipa. Ampak pustim recimo to, da je tudi ekipa nekoliko zatajila, recimo v napadu J.R. Smitha ni bilo, Korver je tudi bolj tako, da o J.R. Smithu in obrambi sploh ne govorimo, ampak človek dobi občutek, da tudi če bi Cleveland odigral popolno tekmo, še vedno bi težko bil blizu.
Ja, LeBron James 28,5 točk, 55,3% met iz igre, govorim sedaj povprečje na prvih dveh tekmah, 13 skokov, 11 podaj, 1,5 ukradene žoge, 1,5 blokade, izjemno povprečje na prvih dveh tekmah, kjer ima povprečje trojnega dvojčka, težko igra bolje, kot igra. In ravno to je sedaj ta verjetno največji problem, s katerim se LeBron James, ti si omenil rezerviste, vendar tudi LeBron James, ko sem videl že pred samim začetkom serije, omenjala LeBrona Jamesa kot tistega potencialnega equalizerja, nekoga, ki lahko dvigne Cleveland, nivo igre Clevelanda preko njihovih zmožnosti, se je sedaj pokazalo, da LeBron James ne more igrati odlične obrambe na najboljšem igralcu Golden Statea in obenem igrati še izjemen napad, s tem, da seveda igra 40 minut povprečje na tekmo, morda se bo to povprečje verjetno na prvih dveh tekmah, drugo tekmo je igral malce manj, ga je Tyronn Lue potegnil iz igre ne malce, ampak precej pred koncem, ker seveda ni bilo potrebno igrati do konca tekma, je bila zopet odločena. Zato se bilo verjetno njegove minute še dvignile, že sedaj igra 40 minut. In preprosto se je videlo, še posebej na drugi tekmi se mi zdi, ko v zadnji četrtini je zginil, preprosto je začel igro prepuščati Kyrieju Irvingu, da verjetno ne more ga utrudijo, ta tempo Golden Statea, ta ritem njihove igre, kjer igrajo izjemno trdo obrambo in potem v napadu vedno vseh 5 igralcev teče v napad, tukaj ni sprehajanja, držijo izjemno hiter ritem in ob tem še žoga izjemno kroži. To je preprosto, morda, seveda to je debata za kdaj drugič, ko sem omenil pač tisto stavnice dajo Jordanu in Bullsom, oziroma tem Warriorsom, dajo več možnosti za zmago na imaginarni tekmi proti Jordanu in Bullsom. To je moštvo, ki, morda imajo prav, mislim, to ni debata, ki jo bo zdaj začela, ampak morda imajo prav, ker preprosto igrajo izjemno trdo obrambo, igrajo hiter napad, ampak ne hiter brezglav napad, temveč hiter napad, v katerem lahko izpeljejo 3-4 podaje v prvih 3-4-5 sekundah napada in najdejo prostega strelca in seveda, ko ti najdeš Duranta, Curryja ali Thompsona samega na črti za 3 točke, je to končan napad. Uspešno končan. Uspešno končan napad, ja. In dejansko v bistvu jaz vidim edini recept Cavaliersov, da še obrnejo to serijo, je ravno v tem, da jim uspe umiriti ritem, da uspejo upočasniti tekmo, kar pa bo izjemno, izjemno težko. Pač sam osebno ne verjamem, da jim bo uspel, predvsem me je pa strah. Imam občutek, da če to zdaj, se pravi danes po noči je tekma, če to tekmo danes po noči Golden State dobi, se lahko zgodi, da bo dejansko metla, da bojo Warriorsi odpihnili Cleveland 4-0. Predvsem zakaj to mislim? Mislim predvsem zaradi tega, ker veliko je bila tega zbadanja za 3-1 in tukaj je nekaj bo tega šlo za maščevanje, po drugi strani pa se jim bo pokazala zgodovinska priložnost, da kot prva ekipa v zgodovini osvoji naslov prvaka brez poraza v končnici. Mislim, da sta to dovolj velika motiva, da če dobijo to tekmo danes po noči, bo serija zaključena v 4 tekmah. Strinjam se, to zagotovo bojo potem še bolj motivirani na tisti zadnji tekmi in na 4. tekmi serije in to lahko potem pomeni dejansko že konec, zaključek. Mislim, da to bi potem že skoraj bi bili zelo blizu temu zgodovinskemu dosežku in strinjam se tudi s tabo, da je edina možnost za Cavalierse, da dobijo to tekmo. Poleg seveda v bistvu si omenil že obe stvari, ki sta pomembne. Boljša igra rezervistov oziroma boljša igra teh roleplayerjev,
na eni strani in na drugi strani morajo počasniti igro, morajo narediti igro, morda igrati tudi malce bolj umazano, igrati na robu prekrška konstantno. Vse to so stvari, ki izboljšati morajo obrambo. In na nek način gresta obe te stvari, seveda boljša igra rezervistov, roleplayerjev in pa boljša obramba, počasnejši ritem. Vse to gre z roko v roki, namreč dejansko rezerve Cavaliersov niso do sedaj še nič storile. Kot so dejala, LeBron James igra odlično, Kevin Love igra odlično, upravil svojo nalogo, odlično skače, nadomestil je ravno Tristana Thompsona, ki je pa izginil, ki je pa neopazen. Ti trije igralci, Irving bo moral izboljšati malo še, sicer je potem na tej drugi tekmi v zadnji četrtini dosegal nekaj točk, ko je bilo vse že odločeno, vendar v ključnih trenutkih in tudi obramba, ja. To so stvari, ki jih bo moral tudi Irving izboljšati, vendar recimo LeBron James, Irving in Love niso tisti glavni problem, največji problem Cavaliersov. Njihov največji problem je bila ravno neobstoječa klop. Recimo, Kyrie Irving bi lahko recimo na zadnji tekmi dal 5 točk, 7-8 točk več, isto bi jih lahko tudi Kevin Love dal 5-7 točk več, pa bi še vedno izgubili za 7 točk, 8 točk. Tako da ni problem, ni tako velik problem, recimo igra Irvinga ali Love. Irvinga malce večji kot Love, vendar James in Love igrata odlično, Irving malce slabše, predvsem obramba pri Irvingu, vendar da se ne bom sedaj ponavljal. Rezervisti so tisti, ki morajo izboljšati igro, roleplayeri so tisti, ki niso storili povsem nič. Tristan Thompson, morda celo, ne govorim zdaj statistično, ampak preprosto glede na njegovo vrednost, tisto, kar je prinesel ekipi, najboljši napadalni skakalec v ligi, izjemen napadalni skakalec, tudi zelo dober elitni skakalec v obrambni skakalec. On pri njih v bistvu upravlja tisto vlogo, igra pravzaprav na položaju centra in kljub temu, da je nekaj nižji igralec, 205-206 cm, mislim, da je visok, vendar izjemen skakalec, zato lahko igrajo z nižjo postavo in to bi jim v teoriji lahko omogočilo, da lahko z Golden Stateom igrajo hitreje. Vendar ga je Zaza Pachulia pojedel. In če te Tristan Thompson je igralec, ki dobiva maksimalno pogodbo. Zaza Pachulia dobiva milijon, oziroma veteranski minimum, 1,2 milijona na sezono. To se preprosto ne sme zgoditi, če želijo Cavaliersi vsaj upati na zmago. Potem seveda tudi preostali, Iman Shumpert, J.R. Smith, neviden. J.R. Smith je verjetno po drugi tekmi je eden izmed ESPN-ovih novinarjev, oziroma več ESPN-ovih novinarjev je potrdilo, tako da gre seveda za zanesljive informacije, da je v garderobi Cavaliersov po tekmi so zaznali močan vonj po kanabisu, po travi. In seveda kdo je, verjetno se v Kaliforniji je seveda trava legalna, tako da noben ni kršil zakona s tem, vendar po vsej verjetnosti je J.R. Smith krivec, zato bi mu predlagal, da morda malce počaka, vsaj še kakšen teden, dva in potem začenja s terapijo, ki bo zagotovo potrebna, če bodo izgubili na tak način, kot so izgubili prvi dve tekmi, vendar ne vidim, šalim se, ampak J.R. Smith ne viden. Na prvih dveh tekmah skupaj je vrgel 6 metov, dal je 2 točki na eni, 4 točke na drugi tekmi. Dejansko nič od nič, oziroma ne. Pravzaprav na prvih dveh tekmah ima skupaj povprečje 1,5 točk, tako da je na obeh tekmah skupaj dal 3 točke. 3 točke, ja. Torej nič, 16% met iz igre. Ne vidim, tudi Channing Frye, Deron Williams, ki je bil solidna rezerva v playoff finale, zato so ga pripeljali. Bivši all-star igralec, med samo sezono se je zdel to odlična menjava, odlično izpeljana poteza vodstva in tudi upravičil ta prihod, vendar nič. In Kyle Korver, 0.
Ja, in recimo, če samo omenim še, ker smo govorili o obrambi, J.R. Smith, po tej napredni statistiki, dejansko mislim, da je bilo 90 ali 95%, se pravi, da igralec, ki ga krije J.R. Smith, zadane v 90 ali 95% koš. Zadane skoraj vse. Ja. Skoraj vse, to je neverjetno, se pravi, kot da ga ni na igrišču. Ne? Dejansko Cleveland bo potreboval, kot sva že omenila, popolno tekmo, da dobi to tretjo tekmo. V nasprotnem primeru mislim, da je ta serija že končana. Jaz se popolnoma strinjam s tabo, Blaž, in zanimivo bo videti današnja tekma, če je katera tekma v tej seriji vredna ogleda, potem mislim, da to ravno današnja, ker namreč, če se vrnemo zdaj na začetek, ti si dejal, da nisi pričakoval sicer zmage Clevelanda na prvih dveh tekmah v Oaklandu, vendar si pričakoval boljši upor. In isto sem seveda jaz dejal, isto se jaz strinjam, jaz nisem pričakoval zmage. Zato že izpred samega začetka serije sva nekaj predvidevala, da bo ta tretja tekma tista, na kateri bo Cleveland pokazal pravi obraz, vendar seveda sta tudi te prvi dve tekmi potem v Oaklandu pokazali, da morda Cleveland je že pokazal pravi obraz in je to preprosto premalo, da lahko storijo karkoli v tej seriji proti Golden Stateu in je Golden State preprosto premočan in da ni problem tem, ko sva omenila, kaj lahko Cleveland počne bolje. Če bi recimo pred samim začetkom serije nekje na papir postavili to statistiko, recimo Jamesa, Irvinga in Lava, bi verjetno oni podpisali, ja, to je statistika, s katero bi verjetno lahko konkuriramo, vendar ja, niso računali na tako slabo igro rezervistov in to bodo morali izboljšati, vendar ali so lahko te rezervisti sploh tisti, ki bodo morali odločiti, ki lahko odločijo tako tekmo, če na nasprotni strani jim stojijo ne samo izjemna prva peterka, vendar tudi morda boljša rezervna peterka, vsaj v tej končnici definitivno gre za bolj uigrano ekipo na drugi strani in Cleveland morda sploh ni sposoben igrati bolje. Ja, in ravno iz tega se je sedaj ko Clevelandu dejansko ne gre, se je zdaj pojavila ta debata, ki so je rahlo načela, o tem, ali je Kevin Durant že boljši igralec kot LeBron James, ali je najboljši igralec v ligi. Sam osebno se ne verjamem, ker v končni fazi LeBron, vse, kar je pokazal na teh dveh tekmah, je pokazal le to, da vsega ne zmore sam. Tako, mislim, da to debata je lahko zelo kratka, namreč če se samo vprašamo, kaj bi bilo, če Durant in LeBron zamenjata vlogi. Če damo Duranta v te Cavaliers, LeBron pa gre v te Golden State Warriors. Kako bi potem deloval LeBron, ki bi bil povsem sproščen, obkrožen strelci, ki preprosto bi se sprehajal pod obroč in verjetno brez resnega potu dosegal, mislim, da več kot 30 točk, še posebej in zraven, ko bi bil še obkrožen s takimi strelci, bi lahko verjetno podaje za hrbtom, no-look podaje in vse mogoče podaje talal na zunanje pozicije in si na tak način zlahka polnil statistiko. Ja, LeBron je še vedno boljši od Duranta in tako kot si dejal, samo LeBron ne more storiti vsega na drugi strani. Ja, LeBron je pa verjetno tudi tisti, ki je odgovoren za kreacijo tega supermoštva, s tem, ko je ustvaril tisto supermoštvo leta 2011 v Miamiju, ki je bilo na nek način tudi reakcija na supermoštvo, ki so ga ustvarili v Bostonu predtem nekaj let, njihov Big 3. Tako da to je doba, verjetno je ravno Boston in to je verjetno ena tema, o kateri bomo morda lahko poleti posnela en daljši podcast, tokrat tega lahko morda kar počasi že zaključiva, vendar to je neka tema, o kateri bomo lahko morda enkrat poleti več povedala, ravno to, ta doba supermoštev in to supermoštvo, ta tretja iteracija, če je bila tista prva iteracija Boston, njihova velika trojica, potem Miami, njihova velika trojica, in sedaj ta velika četverica v Golden Stateu, tretja verzija 3,
Vemo, tretja verzija je precej boljša kot prva, seveda izboljšave so narejene, prvi dve verziji sta debagirani, tako da tretja more delovati tako, kot je potrebno. Preprosto, verjetno nobeno moštvo, vključno z Cleveland Cavaliersi, ne glede na to, kaj storijo, nima odgovora. Ravno danes morda samo še ta cukrček za zobanje ob zaključku podcasta. Sem opazil neka ugibanja nekaterih novinarjev, da bi se morda Paul George moral pridružiti Cleveland Cavaliersom, letos prestopiti, da bi moral neko menjavo, da bi potem sestavili moštvo, v katerem bi bili LeBron James, Kyrie Irving, Kevin Love in Paul George, njihova velika četverica. In to se pa že sliši moštvo kot postava, ki bi lahko se oprla, vendar drugi strani so to tudi pobožne, že spet še ene pobožne želje, saj je Cleveland že sedaj najdražje moštvo v ligi, ki je za več 10 milijonov dolarjev presegal cap in bo moral plačati davek na luksuz. Zato, Blaž, bi še kaj dodal? Ne, mislim, da so zajela vse, kar je bilo zajeto okoli te serije. Kratka pauza, ja. Pa se slišimo. Ja, to je bilo to naj bo to bodi to za tokratni podcast. Prvi dve tekmi sta mimo, upam, da bo današnja tekma ponudila kaj več. Namreč prvi dve sem jaz nehal gledati že tam pred koncem, drugo tam nekje v zadnji četrtini, tretjo pa že takoj po začetku drugega polčasa sem videl, da je pravzaprav Cleveland nima nobenih možnosti. Zato upam, da bom vsaj to tekmo pogledal do konca, čeprav na drugi strani pa, če temu ne bo tako, pa se bom vsaj dobro naspal, Blaž. Ja, se strinjam, ja. Kje naj lahko dosežejo? Še nekaj zdaj. Ja, recimo kolega, ko so se pogovarjali, mi je rekel, v bistvu sploh ne gledam tekem, ampak grem kar spat, pa zjutraj samo pogledam razliko in tako vem, da bo zmagal Golden State. Ja, nažalost, res tisto, kar ko so delali napovednik, zadnji so dejala, da pač liga potrebuje odlično finale. Upala sva na 7 tekem, upala sva na podobno finalno serijo kot v lanski sezoni. Morda še bo. Ja. Že parkrat so omenila pobožne želje, nažalost, ja. Glede, če bi si kdo zdaj poslušal podcast, seveda ne bi potegnil teh zaključkov, vendar upanje umira zadnje, zato, Blaž, morda še kje naj lahko dosežejo? Ja, dosežete naj lahko na NBA Slovenija, na Facebooku, na sportinfo.si spletni strani in pa seveda na Twitterju sportinfo.si. Rada odgovarjava na vaša vprašanja, rada podebatirava kaj z vami, tako da ne grizeva, tako da kar veselo. Še ti kaj dodal? Ne, povedal si vse, kar je pomembnega, zato seveda sledi kmalu naslednji podcast. Če bo serija dejansko trajala 7 tekem, potem bo zagotovo pred koncem serije posnela še kakšen podcast. Če pa bo serije konec že po tem Clevelandovem, po teh dveh tekmah v Clevelandu, potem pa verjetno samo še zaključek, kako bi že temu rekli, postmortem oziroma osmrtnico napiševa na to žalostno sezono, ampak upajmo, da se še kaj izcini. Zato lep pozdrav vsem poslušalcev, uživajte ob spremljanju košarke in lep pozdrav do naslednjič. Adijo. Hold up.